Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Naš tokratni gost je nekdanji olimpijec, odličen športnik Domen Počeha. Domen, glede na to, da se kar precej let že poznava, predlagam, da se tikava. Se strinjaš? Ja, se strinjam, vsekakor. Domen, ne bova govorila najprej o olimpijskih igrah, ravnokar potekajo v Južni Koreji, to je že maskota. Tako je. Si jo že dobil, čeprav nisi tam. Tako je. Govorila bova najprej o tvojem otroštvu. Jaz se te spomnim kot nogometaša. Ja, res je. V Kisovcu, ne? Res je. Začel sem z nogometom, kot večina fantov. Mislim, da že v prvem razredu smo hodili na fuzbal, normalno igrati fuzbal. Malo smo šli v klub in tam se je začela moja športna kariera. Si ti Kisovčan? Tako, jaz sem z 10. mestom se preselil v Kisovec iz Zagorja. Oče in mami sta bolj Trbovca, ampak jaz sem od nekdaj Kisovčan. Kakšne so pa te tvoje korenine? So v družini se tudi ukvarjali s športom? Oče, žal, že pokojni oče, mama? Da bi se aktivno ukvarjali, ne. Spremljali so šport, oče tudi malo igral nogomet pa tako. Drugače pa ni bilo nekih športnih poti pred mano. Če bi lahko očeta vprašali, bi se on tudi imel že za Kisovčana? Mislim, da ja, ker je tudi večino časa preživel v Kisovcu in nikoli ga nisem slišal reči, da je Trbovec ali kaj podobnega. Domen, kako se je pa začelo sankanje na umetnih progah? Pa zakaj sankanje? Ja, jaz sem igral nogomet, zelo hitro sem rastel, so me malo bolela kolena in enkrat je od mamic sodelavka hčerka, ki je že sankala, predlagala, da pridem probat sankati in res takrat smo šli v sankaško društvo KUM Dobovec, kjer so se na koleščkih vozili s KUMA. Smo šli enkrat na izlet gor, vmes smo se ustavili na treningu. Meni so nehitro povedali, kako se zavija in me spustili po progi, v bistvu po cesti. In po asfaltu? Po asfaltu sem mi na koleščkih in jaz sem znal zavijati. Tako da so rekli, če še pridem. In takrat je bilo tako, da smo 2-krat na teden hodili gor in po cesti vozili in to je bilo maja leta 1998 in do zime sem ustrajal na koleščkih, potem sem šel pa probati na led. Kdo so pa bili takrat tvoji vrstniki? Kdo so takrat vodili klub? Takrat je bil klub v Trbovljah, tako da so bili aktivni Bernard Kovačič. Njegov brat tudi verjetno, ne? Njegov sin? Tako, njegov brat, njegov sin, od Bernarda sin, Primož Fakin, Barbara Pilih. To so bili tisti, ki so začenjali. Tako da, potem sem se pa tudi jaz priključil. Je še kdo od teh iz tvoje generacije, ki je še aktiven? Zdaj se mi zdi, da si ti najdlje bil. Jaz sem najbolj aktiven, drugi še pride vsake toliko časa kaj pogledati. Da bi bili pa aktivni, ne, sem pa zato malo bolj jaz. Ampak tako športno si bil aktiven v sankanju, dobro, funkcionar si zdaj že kar nekaj časa. Pa tako, ja. Je to, si dolgo vztrajal v tem športu ali v primerjavi z drugimi športniki, drugimi sankači, si bolj rosno mlad zaključil? Ja, sem bolj rosno mlad zaključil. Najboljša leta so okrog 30 let za doseganje. Ti že imaš 30? Tisti sem že malo presegel, tako da gremo že po času Kristusova leta. Ampak najboljša leta so tam, kot malo bolj dozoriš, imaš dosti izkušenj, čeprav ni pa pravila, ne, zmaga tudi zdaj olimpijski prvak postal 23-letni sankač. Si se ti z Borutom Veselkom tudi vozil kdaj? Tudi smo posneli eno oddajo, takrat je bilo Adrenalina. Bil sem zelo mlad, takrat se je to snemali. Imaš kakšne spomine na to? Ne, samo spomnim se, da so bili zelo za akcijo. No, tako. So se rad palali, so bili res tako adrenalinsko razpoloženi, celotna ekipa. Tudi snemalci, vsi, ki so zraven šli, ni bil samo on, ko se je to snemali. Tudi s tako hitrostjo? Tudi takrat se spomnim, da smo naredili iz vrha proge, ko spuščajo turiste, s takim vučko tam se reče. Kje je to? To je v Kenigseju in se z vrha spustijo, ko bi rekel, z napihljivim čovnom iz vrha. Nekako ne moreš paditi, vendar za nekoga, ki ne sanka, je pa zelo adrenalinsko in so se vsi preizkusili tudi o tem. Kaj pa je bolj adrenalinsko, na ledeni površini ali na asfaltu?
Ja, bi rekel, bolj navarno je na asfaltu, ne? Zato ker tudi oprema mora biti 100% koleščke, recimo, če so pri večji hitrosti, ki naredi. Tudi zaščite nimamo polet, ker je vroče, tako da se zelo regulira hitrost, sploh recimo pri otrocih, da ne grejo res prehitro, da ne bi se kaj naredili. Drugače pa za glajka je vse adrenalinsko, vidim pa zdaj pri otrocih, da so se že navadili te brzine in imajo res željo, da bi 100 na uro presegli in jim že tudi to uspe. Kaj je tebe potegnilo? Hitrost, ta adrenalin, vedno tisti strah, preden si se spustil, mislim, tisti pozitivni strah, kaj bo, pričakovanja? Ja, od začetka me je sigurno to in ta strah in ta veselje, ko si prišel čez cilj in je bilo vse v redu. In za vsako vožnjo se je malo tega strahu izgubljalo, ampak motivacija je pa pol bila ta, da bi bili pa čim hitrejši. In od začetka je sigurno prisoten ta strah, tak pozitiven strah, ker na štartu ne veš, kaj bo, kaj pričakovati. In ko se spustiš in vidiš, da gre, je pa res en užitek potem vrata. 98. si začel? 98. Ja. Takrat je bila hitrost, si se spuščal po asfaltu? 50-60. Da je te prvič mama gledala? Ja, pa rekla, ne boš se s tem športom ukvarjal? Ja, od začetka na cesti še ni izgledalo grozno, kakor pa pol naprog. In res, ne vem, če mami moja videla kako vožnja, tudi če me je prišla v tujino gledati, sem jaz pelo, je mižala, pa gledala stran in druga spraševala, če sem v redu. Oče je pa gledal? Si tudi sam posedel kdaj? Sam se ni nikoli, da bi se pelo. Je pa spremljal tudi te treningi, ker recimo trening sam kaže zgleda tako, da na progo prideš vsaj 1 uro prej in kot športnik se greš ogrevat, ti čas hitro mine, a oče pa spremljal to, je pa gledal ostale, kako vozijo in se tudi sam mučil, da je pol meni povedal, kaj je narobe, kaj treba izboljšati, tako da se s tem se je učilo vse skupaj. Dejal si mučil, nekateri se mi zdi, da se, ko si šel na to športno pot, da so se mučili tudi z izgovorjavo tvojega priimka, ne? Zdaj napisan je Pociecka, ne? Reče se Počeha, vedno Počeha, kaj drugače? Ne, vedno Počeha. Kje izvira ta priimek? To pa je moj praded po očetovi strani, je prišel iz Poljske, delati v rudniku Trbovlje. Pognal korenine? Tako, pognal korenine in zdaj je bilo na meni, da sem jih pognal naprej, da se bo priimek pelil naprej. Ja. In v tujini za naše priimke vem, da imajo kar precej težav. Kaj pa, ko so tebe poimenovali? Sem bil marsikaj, tako da tako je, največkrat vsak pa pove ime zraven, tako da ni bilo večjih težav. Tudi s temi slovenskimi imeni, priimki imajo tudi kar nekaj težav v Avstriji, v Nemčiji, tako da smo vsega navajeni. Tako, ja. Kdaj si pa začutil, da bo to šport, ki se mu je kar treba resno posvetiti? Ja, jaz sem začel tako, ko sem bil začenjal s puberteto, bi rekel, ne, in takrat meni je bilo fajn hoditi trenirati. Včasih sem imel pomisleke, da bi nehal, ampak se ni dalo še nogomet zraven? Nekaj časa je bilo v boja in potem je tudi trener rekel, da za nekaj se je treba odločiti in sem se nekako odločil sem vedno rekel, da samkrat ne bom nehal, če treba pa nehal brcati in sem tudi potem storil. Kdo je bil tvoj trener oziroma kdo so bili tvoji trenerji, slovenski, kar se teh domačih tiče? V sankanju. Ja. Ja, največ me je spremljal oče, da je drugače pa predvsem tako v sankanju bilo in je še vedno. Ne. Ko smo šli sankati, je nekdo mogel z nami jeti in kar nas je bilo, smo bili 3-4 sankači, starši nisem imeli toliko dopusta, tako da so vsak teden se je nekdo vzel dopust in nas spremljal. Tako da največ je bilo pa teh trenerjev od Mednarodne sankaške zveze, se pravi, da smo se mi priključili tej ekipi in Mednarodna sankaška zveza nam je zagotovila trenerja. In oni so nas potem na samih treningih po ledu tudi vodili in nam dajali napotke. Za normalen, nemoten trening. Trening. Tako, ja. Si se kaj
takrat v tistih začetnih letih, ki si pogledoval že s temi večjimi tekmovanji, olimpijske igre, si imel že to v mislih, ker čisto takoj tekmovalce iz Zasavja, tekmovalcem ni uspelo, ne? Ne, od začetka nisem še toliko razmišljal, sploh takrat, ko sem začel. Olimpijske igre sem vedno spremljal, najbolj se spomnim tistih v Lillehammerju in je bilo mogoče skozi ozadje neka želja, da bi tudi jaz tam bil. Tudi v klubu? Tako, ampak potem leta za Salt Lake se pa prvi začelo pojavljati, da bi lahko tudi sankači šli na olimpijske igre. Jaz sem bil takrat star 16 let, sem bil mlajši mladinec in sem imel za sabo tudi odlično sezono. Takrat sem mladinski svetovni pokal zaključil na 6. mestu v skupnem seštevku. Recimo sem bil pred tistim, ki je zdaj na olimpijskih igrih dosegel drugo mesto, sem bil takrat pred njim. In ker se je toliko govorilo od tega Salt Lakea in takrat so bile res ene fajne olimpijske igre, so vsi povedali. Takrat sem pa resno začel razmišljati, da bi tudi jaz nastopil na olimpijskih igrah. In zakaj nisi? V Salt Lakeu takrat sem bil še premlad. Če si 16 let, si premlad. Teoretično lahko nastopiš, ampak nisem še vozil z vrha. In je treba čez celotno razvojiti, ni fajn, če se prehiteva te kategorije. Je bil drug kandidat iz kluba? So bili takrat Primož Fakin, Gorazd in Tomaž Kovačič in Barbara Pelik so se takrat malo pojavljali, da bi lahko nastopili. In jaz sem pa videl priložnost, vedel sem, da bom mogel garati za to. Pri 20 letih? In pa čez 4 leta mi je pa to uspelo. To so bile igre, olimpijske igre v Italiji, Torino. Tako, v Italiji, v Torino. To je ta maskota? Ta rdeča. Kako se mu je rekla? Nive in glic se mi zdi, da sta bila. Ja. In ko si izvedel, se je kaj peklo prej? Boš šel, ne boš šel, boš ti, bo kdo drug? Ne, takrat sem jaz v bistvu vozil članski kategoriji in leta 2006 so bile že kar dosti strogi pogoj, da sploh dosežeš mednarodno normo za nastop na olimpijadi. Kasneje so se še bolj zaostrili, ampak takrat sem bil jaz tisti, da sem dobil to mednarodno normo. Pa samo eden je lahko iz Slovenije? Ne, lahko grejo 3 moški, 3 ženske, 2 dvojice. Tako da prostor je bila dovolj, ampak samo jaz sem takrat tekmoval v članski kategoriji. In si izpolnil tako mednarodno, tudi slovensko? Slovenske pa nisem izpolnil, ampak... To so pa do 15. mesta. Tako, do 16. mesta. Ja. Potem je se pravilnik glede tega, koliko si star potencial za naprej in veliko stvari. Tako da so takrat me spustili tudi, kar nisem 100% slovenske norme, predvsem tudi za razvoj sankanja in vsega tega. In ko slišiš, da greš? Ja, jaz sem vedel, da je norma res huda, da so možnosti minimalne in sem tudi le sanjal, da bi se to izpolnil. In enkrat je pa potem res, ko sem bil, mislim, da je bil Evropsko prvenstvo v Winterbergu in smo bili v eni trgovini, smo nekaj za sanke iskali, ko sem prejel klic, da so me potrdili. In to pa je sreča, ne? To pa je sreča. Komu si najprej povedal? Ja, tam zraven je bil Grega Hacin, Maša Topole, Roman Topole in se spomnim, da je bilo res veselje, ker potem smo tudi tam šli direkt na trening na olimpijsko progo, kar smo mogli še en dodatni trening narediti. Aha. In kako sta to starša reagirala, sestra? Ja, vsi so bili veseli. So bili veseli zato, ker to je res nekaj takega, ker veš, da ni to nekaj, kar se naredi vsakič. In kako je bilo potem v Torinu? To je blizu bilo, je bilo tudi kaj domačih Kisovčanov? Tako, so se organizirali hitro, se je bilo treba zorganizirati in je tudi 2 avtobusa navijačev prišlo na sobotno tekmo gledati na prvi 2 vožnji, tako da je bilo tudi zelo bučno navijanje. Najprej so bili ob progi, za drugo vožnjo so pa bili vsi v cilju in je bilo res vzdušje fenomenalno. Domen, koliko vas je pa bilo, koliko vas je ponavadi kvalificiranih na olimpijskih igrah za... V sankanju lahko nastopi 40 moških. 40, ne? Tako. In 40 najboljših dobi ta povabilne
Prvi dan 2 vožnji, Prvi dan 2 vožnji, drugi dan 2 vožnji. spet vsi, ne? Tako, ja. Z letos so pa to spremenili, je pa zadnjo, 4. vožnjo pa samo 20 jih odpelje. Nekako. Ostali so pa razporejeni od 21. mesta po 3. vožnji. In kako je šlo? Ti je bila proga pisana na kožo? Ja, Torino proga je bila zelo zahtevna. Eno leto pred olimpijado, se pravi v sezoni 2004-2005, je obvezno tam mora biti organizator zagotoviti trening in tudi tekmo za svetovni pokal. Tam so imeli ogromno težav, samo progo, ker je bilo ogromno poškodb in to tudi resnih poškodb. Polajčno v severno talo? Ja, tako, ja. Okolo obračali in je bilo kar tako, bi rekel, kar grdovno. In so takrat tudi tisti trening je bil prekinjen, da niso več vozili. Zato je bil trening naslednje leto. So popravili progo? Tako so malo popravili, čeprav je bila še vedno zelo zahtevna. Ampak meni je bila zelo fajna proga. Jaz sem se odlično na njej počutil in tudi nisem imel večjih težav. Mislim, da tudi nisem kaj padel na njej, tako da mi je zelo ležala. No. In mi je bilo to tudi neka prednost, ker sem tam bil, sem tudi lažje pol naredil boljši rezultat na njej. Si izpolnil svoje pričakovanja? Kako je bilo z uvrstitvijo? Ja. Jaz sem bil v Torinu, sem končal na 26. mesto. Upal sem, da bom okrog 30. mesta, tako da sem bil zelo vesel končnega rezultata. Kakšna brzina je to? Pa kolikšni so to zaostanki za tistimi, recimo, najboljšimi? Kdo je bil takrat prvak? Takrat je bil prvak Armin Ziegler, domačin. Znam. Tako, ja. Progo je imel res naštudirano, bil zelo hiter in tam sem zaostajal približno skoraj 2 sekunde, malo manj kot 2 sekunde za njim na progo. Proga je pa dolga? Na vožnjo. Proga v Torino mislim, da je bila dolga 1,4 km. In to v sekundah? Ja, slabo 2 sekunde, nekaj metrov. Ne, pa v sekundah traja pa... Ampak je bilo pa nekaj čez 50 sekund. Aha. Ja. Torej, to bi bilo super, ne? Je bilo super, ja. Pa tudi glede na pogoje. Pa enkrat si mi dejal, da je tudi material zelo pomemben. Sanke. Ne vem, da si imel vedno tako dobre kot tisti najboljši. Ja, to delč od tega, da bi jih imel, ker v bistvu najboljših tudi kup ne moreš. Recimo, jaz sem na olimpijad vozil na tistih sankah, sem naredil rezultat, sem ga preomenil, ko sem bil ta 6. skupni razvrstitvi, jaz sem bil na istih sankih tudi čez 4 leta na olimpijad. Tako da... A se to pozna? Kaj se najbolj pri sankah? Nastavitev? Vse pomeni nastavitve, materiali, aerodinamika, vse stvari štejejo, kje imaš težišče, glede na svoje telo. Kako so zabrušene? Vse, kako imaš pripravljene, koliko so ojstre, koliko imaš tope, kakšna je paralela, vse to šteje. In te velike nacije imajo prednost, ker lahko to testirajo. Mi ne moramo nekjer testirati in včasih se je tudi to zgodilo, da si prišel v cilj in sem bil menjko sekundo za najboljši. Ne. On je zamenil te krivine in smo bili spet na sekundi in pol, koliko je bilo malo prej. Ne. Jaz pa nisem imel materijala, da bi ga zamenil. Si kdaj dobil takšne sani? Po Torinu... Jih posodijo, da se spruvaš? Po Torinu sem dobil od Nemca, sem se kupil sani, so bile malo boljše. Jih je država kupila, ne? Ja, takrat smo... A ti jih je? To ne, sam. Tako, ja, smo preko društva, zveze in s pomočjo vseh ostalih smo prišli do njih. So bile boljše? So bile boljše, ampak čez 2 leta so bile že spet stare, ne, bi rekel, išel material naprej. In tudi, ker so bile ene, na nekaterih progih so bile malo hitrejše, na nekaterih pa malo počasnejše. Ob tej hudi brzini, ne vem, čez 100 km več, sploh vidiš progo? Zdaj, če ne bi imel čelado nekako pritarjeno z opremo, bi šla glava nazaj, ne? Ja, na večini prog, no. Hitrosti so tako, da moški kar 130 dosegajo skoraj na vseh progah. Mogoče v Torinu in Vancouveru so začeli pretiravati in zdaj jemljajo že nazaj, tako da nekje optimalna hitrost je 130 na uro. In v vsakem zavoju glava veliko teži, ne. Tudi do 5G
delajo pritiski v Da zavoju, je to razloži. da si 5-krat težje v zavoju. Aha. Čutiš pritisk, ki te dobesedno nalima na sani in v zavoj, in ker glava ni podprta, je glava pol težka zelo. 100 kg. Tako da si sankači pomagajo s tem, da imajo krog beder prevezano kot plezalni pas, ki je privezan tudi na čelado in da čelada na udar po ledu nazaj. Da se pa vidiš okolico, spremljaš, ker točno imaš vizualizacijo, kje si, in potem veliko peleš po občutku, vseeno se pa še malo vidi in tudi vidiš levo, desno, da veš, kje si. Na startu pa mežiš. Pa... Ja, vizualizacija je pa ogromno. Si se zapomnil vedno progo? Ja, je to obvezno. Vsako malenkost se treba poznati. Progo se pele zvečer 5-krat, ko staneš 5-krat, pred treningom 5-krat v glavi, ne? Da točno veš, kje moš kdaj kaj narediti. Ker ni zdaj, da se uležeš na sani, pa spustiš in priješ do cilja, ampak celo pot se treba zavijati in voziti sanke, ker drugače začnejo ono voziti tebi, to pa tudi ni dobro. In v Sloveniji ena štartna rampa, ne? To je pa vse. Tako je. Za to vrstno tekmovanje v sankanju na umetnih progah v Kisovcu. Tako je. Ne vem, 4 sekunde. 3. Ja, ampak je pa pomembno za start, ne? Tako. Start je zelo pomemben pri sankanju, tako kot pri bobu posod, ker desetinka na štartu je sekunda na koncu. Zato si veliko bil v fitnessu tudi. Tako je. Veliko sem hodil na zlako fitness, da imaš kondicijo, kar kdo misli, da ni treba nič trenirati, pa je delč od tega, ne. Moraš biti ti pripravljen. Recimo isto za golfiste pravijo, ne. Se jim ni treba nič trenirati, ampak tudi oni so zelo telesno pripravljeni, ne. Isto je pri sankanju, moraš imeti kondicijo. Že to, da zdržiš vse te treninge, da se te vožnje zdržiš, moraš imeti določeno kondicijo in na to tudi, da lahko sproščeno peleš po progi, ne da se nekako po domače matraš. In do Torina si zagotovo, da je se srečal z asfaltom, pa srečal tudi z ledeno površino, kdaj je boleče padal. Pa ti to kaj vzame elana, je kaj več straha v kosteh potem? Ni mogoče naslednjo vožnjo, odvisno spet kako padeš. No. Nekaj kasneje, mislim, da 2.8 sem malo bolj grdo padel, no. In takrat je bil pa neki vožnj najbolj prisotnega straha, ker takrat sem delal res, sem bil v formu. Po padcu sem pa rabo nekaj časa, da sem spet najdel to sproščenost na saneh. Kako pa je bilo takrat, se dobro spominja življenja v Torinu, v tej olimpijski vasi? Ste bili vsi skupaj, ste bili ločeni? V Torinu, v olimpijske igre je bilo malo tako, kar so mi spet drugi govorili. Recimo v Salt Lakeu je bila ena olimpijska vas, v Torinu so bile 3 olimpijske vasi in so bili športniki zelo porazdeljeni. In jaz sem bil v olimpijski vasi v Sestriero, tukaj smo bili vsi bob, skeleton, sankanje, se pravi tisti, ki se že malo vidimo, sploh sankačih, smo celo sezono skupaj. Pa zraven so bili tudi skakavci, pa smučari, to se spomnim. Alpski smučari. Alpski smučari, ja. Janice Kostelić, takrat, ki je bila v špici, nisi? Nisem jo videl. Srečo sem pa Bodi Millerja. Sva tudi nekaj besed spregovorila, tako da je bilo kar zanimivo. No? Skeleton si omenil, si se preizkusil tudi o tem, to greš pa z glavo naprej. Ne? Tako je. V skeletonu se pa nisem nikoli preizkusil. Zdaj, ko laično človek reče, norci. Ne? Tako je, zgleda res grozno, ne? In si res zelo malo na tlem iz glavo, ampak mi bolj poznamo stvar, je pa, ker je težišče zelo nizko, njihova sani so zelo šloke, kar tudi pomeni, da se zelo težko prevrniti, tako da tudi velikrat turiste spuščajo, zato ker vejo, da če se spustiš, da prideš do cilja, z nižji štarta seveda ne iz vrha, z vrha moraš vsem biti vrhunsko pripravljen, z nižji je pa veliko lažje priti do cilja, ker to pa tudi razlika potem, sanke so na progah najhitrejše, so hitrejše od boba, hitrejše od skeletona, zato ker jih moraš voziti in moraš biti res te linije uloviti in zato si hitrejš, sam na drugi strani pa tudi riziko, če pa ne peleš dobro, pa tudi malo bolj padeš. Kaj še je bila pa hrana? Dobro, Italija, blizu, verjetno bolj pašta.
Kako je pri teh v olimpijski vasi? Si sami kuhate? Ne, na olimpijski vasi je tako, da je glavna jedilnica in v tisti glavni jedilnici, takrat na obeh olimpijadih sem bil, ker je glavni sponzor McDonald's, je noter McDonald's in jedi iz celega sveta. Tako da 24 na ur je to odprt, lahko ješ, plačen nisi. Tudi za akreditacijo dobiš ene takšne ključke in po celi olimpijski vasi in na vseh prizoriščih so avtomati z pijačo in imaš dostop. To pa niso akreditacije, ne? To je pa nekaj drugega. Kaj je to? Tako, to so pa vsak, ko greš na olimpijado, dobiš tudi nekaj pozornosti od organizatorja in to so značke, ki so tudi označene številko, in res pripadajo samo tebi. To so pa te spominske medalje, ki pa tebi ostane. Tako, ki pa ostanejo spomin kot tekmovalec na olimpijskih igrah. Ja. Tudi če nisi med prvimi tremi. Tako, ja, da dobiš nekaj za utrajen spomin. Seveda, olimpijske igre so bile potem zaključene. Si bil na zaključni slovesnosti, otvoritveni? Na otvoritveni sem bil obakrat. Ja, to so pa sanje športnika. Ne? So, ne? Čeprav nekateri si jih zaradi napora malce izognejo, ne? Tako, pri sankanju je tako, tudi jaz sem tako gledal. Jaz sem imel naslednji dan tekmo in tekma je bila popoldne oziroma v večernih urah in mi je bilo zelo fajn, da sem šel prejšnji dan kasneje spat, zato da sem tudi dopoldne malo bolj prespal, da nisem ostal zjutraj in si cel dan beloglava s tekmovanjem. Tega ni zamuditi, ne? Tako, meni ni bil napor, ampak to mi je dal dodaten elan, ker ko že sam doživiš celotno organizacijo, ko smo se iz Sestriera pelali v Torino, kjer je bila otvoritev in ko je avtocesta zaprta za tebe, ko se pelješ z avtobusom in te spremljajo policisti, vsi vhodi na avtocesto. Se čutiš malce predsednika, ne? Ja, na tabo helikopter, tako da ti da nekaj energije, tudi to, ko veš, da se kako gledajo na tebe, ne kot pravega športnika. In pa kot stadion ti ploska, ko prideš gor. To je res nekaj nepozabnega. In to si še enkrat doživel potem tako, ja. V Kanadi, v Vancouveru. Bi bilo spet pričakovano, da boš ti, je bila spet notranja konkurenca? Takrat smo bila pa z Gregom, smo pa dva tekmovala in Grega je za eno mesto zgrešil, takrat, da bi dobil to mednarodno normo. Kaj bi bilo, če bi bilo, tako ne vemo. Ti pa si jaz sem pa bil, sem jo izpolnil, sem bil notar in potem so ponovno potrdili za nastop na olimpijskih igrah. In če primeraš Kanado pa Italijo? Ja, sigurno razlika v... Kaj, ja? Je razlika? Ja, vsekakor je razlika. Hvala lepa. Razlika je velika, ker Italije ni bilo to gledalcev. Tudi se mi zdi, da niso tukaj za zimske športe imeli sočutja vsi tisti, ki so tam okrog doma. Recimo v Vancouveru, ker sem bil že nekaj časa pred tam in če si šel izven teh varovanih območjih, kako bi rekel tam, to je olimpijska vas pa prizorišča, ne. Če si šel po mestu hoditi, si mogel akreditacijo kar malo skriti, ker drugače hitro, ko so videli, da si športnik, si imel hitro ljudi okrog sebe. No. Tako da to je bilo pa še posebno doživetje. Ne. Tudi potem, ko je bilo konc tekmovanja, sem šel stol do konc tedna tam, do konca sankaških nastopov in ko smo šli po mestu, je bilo res tako prijetno. No. Ni pa bilo prijetno smrt sankaškega kolega, ne? To pa je hudo. Ja, to pa je hudo, ja. To se je zgodilo na olimpijskih igrah. Tako, to je res hudo, ker se vidiš, ne, vsak dan, celo sezono prej. In jaz sem malo pred njim, sem tudi jaz pelil. Pred njim? Tako. In potem to se spomnim, da ko sem se preoblekel v cilju, je bilo ratala tišina in samo povedal so, da je konec treninga. Ni mi bilo jasno in šele potem sem zvedel. In tudi mislim, da so posnetki, jaz jih nikoli nisem pogledal, no, kaj se je res zgodilo. Obstajajo verjetno. Pa tudi, če bi ne bi gledal, ne. To je verjetno res težko. Kako pa to vpliva na
se je razmišljalo takrat, da bi sploh prekinili, da sploh ne bi izvedli te discipline na olimpijskih igrah? Ja, to je bilo, mislim, da je bilo to en dan pred tekmo, tako da je bilo takrat zelo izredno stanje. Do zadnjega se ni vedelo, kaj se bo zgodilo. Je bil to izkušen tekmovalec? Ja, vsako dobi to mednarodno normo, mora biti izkušen. Ni zdaj to, da se nekdo spomne, izbišel pa letos na olimpijado, ampak moraš imeti za sabo kar nekaj treningov. Zdaj, ta proga v Vancouveru z vrha je bila res zahtevna. Ta mimogrede, maskota, ne, je bila zahtevna. Hitra je bila, zelo hitra. Hitrejša kot v Torinu? Ja, najhitrejša. Tukaj je največ izmerjena hitrost bila 154 km/h. In za drugim zavojem si šel že 100 km/h. Se pravi, mimo ženskega štarta smo imeli moški že 100 km/h, kar pomeni, da ti cel čas ni pustila, da bi se malo oddahnil. In zadnji del proge gre pa še zelo strmo navzdol in tam, če si malo zamudil, je bila kar kriza. Tam so napaka delali vsi, tudi jaz sem padel 2-krat. Na treningu je 6 voženj in 4 sem odpeljal vrhunsko. Tam je kazal tudi za rezultat, da bi imel ga lahko tudi med 20, zato ker so drugi delali napake, ampak po drugi strani so tudi jaz napake naredil. Pa zaradi nesreče smo naslednji dan dobili še 2 dodatna treninga, ampak vsi smo se mogli predstaviti en štart nižji. To je tudi spremenil celoten potek tekem in tudi rezultat na koncu je bil drugačen, kot če bi bil z vrha. To je sigurno. To je pričakovanje takrat? Je bilo, mislim, da je sigurno bila prava odločitev, zato ker na treningu naslednji dan slišal si Šivanko, če bi jo vrgel na tle, bi jo slišal, ker na štartu je bila tišina, vsi skoncentrirani totalno. In čeprav nam je bilo potem lažje voziti, ker smo z moškega šli na ženski štart in je bilo veliko lažje, no? Ker smo bili navajeni z druge hitrosti. Kaj pa športna pričakovanja tvoja? To se je spremenilo, ker prej je bila iz vrha in bil štart. Mene bolj ustrezalo z vrha, zato ker je štart imel večji naklon in smo bili na štartu bolj izenačeni in nismo toliko izgubljali. Tudi slabši tekmovalci nismo toliko izgubljali. Slabšim materialom. Tako, ja. Ker z nižje je bil pa prvi del proge bolj položen in tam se pa vedeli, da bojo recimo Nemci zelo hitri, kar jih je pa prej iz vrha matrali, ker smo vsi drugi bili bolj konkurenčni. Je to pomembna teža? Teži si, bolj greš hitro dol? Ja, sigurno. Sani so tudi različne teže, ne? In so to vezane na tvojo težo? Sanka imaš lahko težko od 21 do 25 kg. Katere so hitrejše? Ja, 25 nizke. Ja. Ne vem. Ja. In če imaš ti manj kot 90 kg, se lahko do 90 kg 80% težiš. Se pravi, če imam jaz 80 kg, ker imamo prej uradno vaganje, se lahko 8 kg dam na sebe. Se pravi, manjka do 90, mi manjka 10 kg, 80% 8 kg. Če imaš pa več kot 90 kg, pa ni problema, na sebe daš lahko vsak sankač, da lahko 4 kg opreme, čelada, vezir, rokavice, dogat. Tako težko je to? Tako, se lahko do 4 kg težiš. To je pa zato, ker je razlika, daš pa lahko na sani. In če imaš sanke 23 kg, daš lahko kakšno kilo na sani, pa še 3 kg opreme in da si nekje pri optimumu. Tudi zdaj sem spremljal, takrat sem še študiral, sem malo raziskave naredil in je pokazala, da težji sankači so hitrejši sankači. In tudi zdaj, ko sem spremljal, kdo sam gleda sankanje, jaz ga malo bolj podrobno spremljam čase in tudi višine, kilograme in sankač mora imeti 90 kg ali več. Ti si jih imel takrat? Jaz sem jih imel takrat 86. Si bil med v presni kategoriji? Ne, se mi zdi, da vsako leto, da so sankači se bolj približajo 90 kg in zdaj imajo res vsi 90 do 95 kg. Kaj pa višina? Ti si kar precej visok? Si nizek proti drugim? Ne, nekje poprečje je takšno. Tudi manjši zmagajo in tudi večji zmagajo. Vsem Grega Hacin se mi zdi, da je bistveno manjši. Je bil malo manjši, ampak zelo je pomembna tukaj aerodinamika. Tukaj pa, če pogledaš recimo zdaj, ki je ta Facebook in vse to, kako velike nacije prej
objavljajo, da so delali testiranje v vetrovnikih, ne, to je znanstvena fantastika. No, se tudi pri plavanju, ne. Nekateri so bolj plovni, nekateri manj. Tako je. Tako da tudi telesna zgradba nekaj pomembna. Se je bilo Domen težje, seveda se je bilo težje, je bilo mogoče kaj previdnosti več kot sicer, če se ne bi ta smrtna tragedija zgodila? Jaz sem skušal na oba nastopa, tudi prej sem tako treniral, ker so 4 vožnje. Sem bolj šel, sem mogoče vsako raj pelil desetinko počasnej in je odpelil, kakor pa da bi riskiral, da bi bil 2 desetinke hitrejši ali pa zgubil nekaj sekund. In na koncu si bil? Na koncu sem bil enkrat, sem bil 26, te drugič sem imel pa veliko manj zaostanka, sem imel sam sekundo pa pol zaostanka, sekundo 4 na vožnjo in je ta zaostank bil po menjši okrog 6 sekund, kar je bilo veliko boljše, no? Čeprav sem pa bil 27 na koncu. Torej 26 je to najboljši rezultat na olimpijskih igrah. Soči je potem bil v tvoji glavi? Jaz sem takrat vedel se, jaz sem zaključil študijem, ko sem šel v sezono, sem se prijavil na zavod za zaposlovanje in sem vedel, da od Cankarja ne mogel živeti, če bi dobil takšno službo. Ja, če bi dobil takšno službo, da bi bil še sanko, bi z veseljem sanko, ampak se ni dalo. Pa družina tudi. To, ko imaš enkrat otroka, je to kaj drugače? Ja, jaz si zdaj ne predstavljam, da bi od oktobra šel na trening, pa v bistvu se vrnil zdaj februarja, ki je konca sezone, vmes pa nekajkrat za kakšen teden prišel domov. Si ne predstavljam, da bi tako živel. No? Tako da se mi kar je bilo prav, da se je takrat naredil zaključek in da se zdaj živi življenje naprej. Tudi tu si bil na otvoritveni slovesnosti v Vancouveru? Tako, ja. In? Tukaj je bilo pa tudi še boljše, se mi zdi. Čeprav v Torino je Pavarotti pel in mislim, da sem bil v 3. vrsti. V bistvu smo prišli od zadaj, sem bil na eni strani je bila formula, nisem videl, sem na drugi strani sem pa videl še ta zadnji nastop Pavarottija. Ta mimohod je res fenomenalen, sploh pa tam v Kanadi se mi zdi, da so ljudje bolj odprti in so res se čutil ta pridih. In je bilo res fenomenalno. Tudi hrana, spet McDonald's pa... Vse je, isto klasika, kar želiš. Skoraj dobiš. Mi dva sva v gostišču Zagorje, greš tudi, kavica je dobra. Tako je. Upam, da ti tudi tebi paše. Greš daj na kakšno hrano. Glede na to, da imam službo blizu, tudi kakšna malca, kdaj padeš tukaj, tako da se jo obiščem. Veš, da je prostor tudi, ne vem, si že poročen, tudi za ohceti. Sestra se je ženila tukaj, jaz sem se pa nekaj druge, smo imeli malo več ljudi, tako da no, za 80 pa je tudi tu, tako, ja. Tudi za kaj več se dobi. Domen, potem se je počasi res tvoja ta športna pot zaključevala, poiskal si službo, našel si jo potem na koncu, jaz mislim, da zavedno v varstveno-delovnem centru, jaz sem vedno dejal, da si uporabniki varstveno-delovnega centra zaslužijo nekoga, ki ima vedno nasmeh na obrazu in ti si eden tistih. Ampak preden greva na to tvojo poklicno pot, si pa še vedno vpet v delo v klubu. Kakšno delo opravljaš? Tudi v reprezentanci mimogrede? Tako je. Jaz sem diplomiral sem tako od prvi tudi sankanje, sem tudi usmerjal sankanje. Smo se tako dogovorili na fakultet, da se tudi za mene to odprli. Tako da sem ostal v sankanju, se tudi nekako čutim dolžnega, da se to pelje naprej. Ne bi bilo prav, da se zdaj neha sankanje. Tako da v klubu in na zvezi sem predsednik strokovnega sveta, kar pomeni, da sem tudi trener na zvezi. In si koval Tilna? Tako tudi je bil zraven. Jaz takrat, ki je on odraščal, sem tudi še tekmoval, tako da ga smo vedno deval na svete, tudi zdaj mu še devam. Sta bila spet 2 kandidata, ne? Tako, ja. Tilen in Žiga Biroš. Je to kaj hudo za tistega, ki mu ne uspe? Verjetno je, ne? Dobro, tebi vedno uspel. Ja, ne verjamem, da je, ampak je tudi to šola za naprej. Tudi jaz sem imel slabe sezone, tudi jaz nisem bil vedno najboljši, ampak to ti da
za delo za naprej. Si spremljal vožnje, zdaj tu v Južni Koreji? Ja, spremljal. Smola je bila, ne? Smola je bila. Padec, druga vožnja? Tako, ja. Kaj hudega, ne? Ne, ni bilo hujšega, ampak tudi tukaj na dveh koncih je proga zelo tehnično zahtevna in žal se ni šlo čisto po načrtih. Tudi videli smo, da dvakratni olimpijski prvak je naredil napako in pred zadnjo vožnjo je bil prvi, ki je prišel cilj, je bil peti. In izgubil primat, ko bi rekel. Ne. Si kaj govoril s Tilnom? S Tilnom smo bila prej v navezi, tudi potem smo bila v navezi in se tudi že relativno hitro vrne, tako da smo tudi hvala videli. In je bil vseeno navdušen, ne? Je bil na slovesnem odprtju? Ja, je šel na odprtje, tudi povedal, da je bilo to Maho zastavca, tako, ja, manjšo. Da je fenomenalno. Itak pa je bil po tekmi razočaran, ampak šport je šport. Ampak tekma se pozabi, olimpijske igre pa nikoli, ne? Tako, ja. To pa ostane, zavedno to zavedno ostane. Ti si bil prvi zimski olimpijski športnik iz Zasavja, ne? Mislim, da ja. Tako da se je takrat odprlo, tako da sem zelo vesel, da so potem tudi za mano še bili. Tudi te maskote, ki so tukaj, so vse z olimpijskim duhom, kar so mi jih prinesli. Tjaša, Vozov, plavalka, pa še drugi, Kauzar, tako, še celo medalja. Izrija, ta Izrija. Tako, mi je prinesel Primož Roglič, jo. Tako, iz Sočija, Katja Požun, tako da imajo vse zasavski olimpijski. V Kisovcu rastejo, to bo hmalo bojo rekli, da je to olimpijska vas. Trije ste zdaj, ne? Tudi mogli. Recimo, Katja imamo kar za Kisovčanko, ti si Kisovčan, tiste 8 mesecev bomo pozabili, ne? Roglič je pa tako, ne, strahora. To je pa že olimpijska vas, ne? Ja, to je pa že sploh olimpijska vas. Pa mislim, da še bo, ne? Ja, velikrat se reče, mogoče ta knapovska trma, da pripele in... Kaj pa je Tilen, sicer Trboveljčan, ki živi v Zagorju? Tako, mislim, da je tudi več časa je že Zagorjan. Da je Zagorjan, ne? Tako, ja. Tako da... Očitno smo tukaj, tako imamo malo te trme in želje. In tudi medalje še bo, jaz sem prepričan. Isto verjamem, da bo. Tudi takrat sem rekel, da upam, da so moje vrstitve najslabše vrstitve, kar pomeni, da bojo športniki za mano sam še bolj uspešni. Zaenkrat je tvoja zdaj še najboljša, ampak potem Katja Požun imela potem boljšo. Tako, Primož tudi odlično. Verjamem, da bo šlo naprej. Varstveno delovni center. Zdaj, ne vem, je to kar padlo? Je bila tudi tvoja želja, pač priložnosti so nekako poklopilo, vem pa, da si človek, ki pa res pašeš tja. Znaš z ljudmi, ne? Neka milina je v tebi, pa smeh. Tako, sem pa na dobre volje in tudi... In to čutijo uporabniki? Mislim, verjamem, da ja. Ker jaz tudi včasih pridem in je lušen slišati, Igor. Ja, vedno so dobre volje, tako da če sem jaz kdaj slabe, na drugi spravijo gor. Ali pa, če pa obratno, pa tudi jaz za to poskrbim. In kaj delaš v varstveno delovnem centru Zagorja? Zdaj marsikaj počnem, tako da največ imam to čez, da so te interesne aktivnosti in nadstandardne aktivnosti potekajo. To so, da so športne aktivnosti, da se ukvarjamo z nogometom, atletiko, košarko, z vsemi športi. Z namiznim tenisom. Ja. Tudi z namiznim tenisom, tako je. Ja. 1-1 je zdaj, ne? Ja, tako je. Tako da to je, da gremo na zimovanje, da gremo na letovanje. To se skrbi, za kakovost sem zadolžen. Pa tudi ni mi težko karkoli narediti, tako da sem posod aktiven. Te verjetno se čujejo tudi izven tistega delovnega časa in zelo so odprti, ne? Verjamem, da ne obrnejo glavo stran, ko te srečajo. Ne, to gremo. Če se srečamo, če si enkrat njihov, si njihov. Tako, če se srečamo, gremo kaj spiti na sladoled v Kisovcu, to ni nobena, smo vedno aktivni. Tudi jaz si vzamem čas in gremo tudi kakšno tekmo pogledati. Recimo radi gledajo fuzbal, zdaj bil futsal Evropsko prvenstvo, smo šli se to gledati. In omogočiš. Tako, ja. Je prav, da smo vključeni vse posod. Sina, hčerko imaš? Imam to srečo, da imam par. To je treba znati, ne? Ja, tako. Pravijo, ja. In zdaj naslednik, si že prej povedal, po Čehah, priimek gre naprej. Kaj pa šport?
že kaj? Oba dva hodita na telovadbo, ko se bo ta pa odločila, bomo pa videli. Jaz sem velikrat to heco rečem, da mogoče nisem tukaj sem bolj za šport, nisem pa podpiram kulturo, ampak nisem pa dlje hodil na kakšne gledališke predstave in take, tako da nikoli se velikrat pohecam, da verjetno bom pa mogel zdaj, Kaj pa žena? Žena je rasla s tabo kot športnica? Ja, pa tudi športnica, igrala rokomet, smučala, tako da cela njena družina, nogometaši, ne? Tako je, Anže je igral za Zagorje. Pa tudi pedagog zdaj odličen športni, ne vem, v vrtcih. Učitelj v Ljubljani, ja, učitelj telovadbe v Ljubljani, tako da smo kar športni. In kaj se prijete skupaj, se pogovarjate kot? Vse mogoče, ne samo šport. Ne samo šport, druge stvari. Je pa, če se daj, pa tudi šport pržgan. Je pa tvoj najljubši šport, dobro, sankanje je zelo malo po televiziji, nogomet, spremljam kar Barcelona, Real. Spremljam vse, ni zdaj, da bi za koga izrazito navijal, zelo rad pa hokej igram in ga tudi hodimo igrati malo rekreativno. Na suhem? Kar na led hodimo. Kar na led znaš lepo z drsalkami? Smo se naučili, kar je to že pa tudi časa časa. Sličuhe smo imeli, pa da smo jih sami naredili. Zdaj so pa tehnika še naprej, palce tudi prave. Tako ne igramo čista pravega hokeja, malo bolj nogometni hokej, da se hecamo, ampak imam kar nekaj lepa partija. Florbal pa ne? Tis pa še nisem probal. Zanimivo, ne? Tako je, sem pa že spremljal. Zelo, zelo starejši lahko igrajo, če imajo koliko toliko dobro hrbtenico. Tako je, da se lahko prepognem. Domen, kaj delaš sploh v prostem času? Dobro, zdaj vem, da se veliko ukvarjaš z družino, na treningih si veliko. Ja, popoldne zelo hitro mine, tako bom povedal. Drugače sem tudi, starata je bil lovec, tako da sem tudi že 7 let, kar sem naredil izpit za lovca. Si pripravnik? Tako da sem tudi aktiven tam član v lovski družini. Potem imam en kup športnih aktivnosti, tako da popoldne nogomet, ali od sankanja, tudi imamo tako kakšno telovadbo, vsake izvedem, tako da popodnevi hitro minejo. Domen, verjetno najtežji trenutek v tvojem življenju je bil pa izguba očeta, ne? Ja, to pa vsekakor. To je bilo pa čisto presenečenje, ne? Tako, to pa, ko te skladam po glav, telefonski klic. Življenje teče naprej. Tako, ja, težko, nismo se še navadili. Še vsak dan je z mano, tako da vedno bo in je težko, ja. To dajo sva posnela tudi očetu spomin. Tako. Domen, hvala ti, bil si prvi gost oddaje Sledi korakov. Hvala ti. Včasno je, hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.